Sedaj pralnica obratuje že v bistvu 8. leto. Zdaj jaz sem lastnik 5. leto oziroma 6. teče. Ja, dogajalo se je marsikaj, vmes je bila korona. Je pa res, da so se stranke po koroni vrnile in imamo zelo zveste stranke, ki se rade vračajo, vidijo pri nas prednosti, ki jih nimajo doma, od velikih pralnih strojev do hitre storitve, kot je sušenje, pranje, vse skupaj lahko opravite v dobri uri in je to dosti hitreje, kot če se doma suši, recimo. Če opiševa morda postopek, stranka pride, kupi žetone, kako naprej? Ja, torej obvezna stvar je na začetku, da prinese umazano perilo. Brez tega ne gre. Potem pa potrebuje žetone za uporabo strojev, torej pralni stroji, sušilni stroji. Potem izbere tako kot doma, v bistvu uporaba je, če znate uporabljati domač pralni stroj, boste tega tukaj tudi. Super je ta pralnica. Kaj lažje, ali imate doma tak velikega stroja? Ne, zato ravno, ja. Velike komade vse perem tukaj. To občasno pridete? Vsake toliko časa, ko je pa treba. Pa sušenje se pa tudi uporablja, ne bi tega doma sušili? Ne, niti slučajno ne, to bi mogoče 3-4 dni na balkonu sušila, tukaj pa v eni urci, še prej si je gotov. Ste tukaj blizu doma? Ja, blizu. Tako da ne rabite daleč, da nosite pa težko nositi? Ne, bom peljala, ampak vseeno je zelo fajn ta pralnica, res. Gospod rekel, da načrtuje tudi kartice, vi prijete z gotovino, vas to ne moti, ne? Ne, nič me ne moti. Zelo prijazen gospod, rad pomaga, zelo fajn. Tehnika ta vam pa tudi ne dela težav, ne? Prvič me je delala, ampak zdaj pa kar gre. Se človek navadi. Je zmeraj nekdo tukaj, ki ima na razpolago, če potrebujejo pomoč, ali? Zdaj, pralnica je samo postrežna, ampak kljub temu lahko stranke zmeraj pokličejo na dežurno številko, če jim se kaj zalomi ali pa če imajo kakšno vprašanje. Smo večkrat tukaj. Se je že zgodilo, da se je tudi pralni stroj pokvaril in smo pač to uporabili kot alternativo za to, ker nismo pač nabavili novega. Stanujete kje blizu, da pridete sem? Ja, sicer zdaj sem v Razvanju, sem pa bila včasih tukaj v Borčnikovi in smo takrat bolj pogosto uporabljali. In kaj zdaj bolj prepriča? Zdaj ti veliki stroji ali res samo to, ko se pokvari, ali kdaj pridete? Pa vse skupaj, ne vem, sploh mi imamo drugače kavarno tudi in zdaj recimo večkrat operem te krpe, ker me najhitreje, tu hitro prijem, pa je to 1 urca vse skupaj z sušenjem, tako da to mi je zelo praktično. Kaj delate vmes v tej urci? Pa ali grem na kavico, ali kakve opravke na pošti zrihtam, pa vedno se najde nekaj. Za konec povejva še samo, kdo so potem te stranke, zakaj pride nekdo prati k vam? Načeloma ima veliko ljudi doma stroje, res da ne vsi? Ja, torej, zaradi različnih razlogov. Ena stvar je, tudi če imate doma stroj, se vam lahko pokvari. Torej, prva stvar je, da se zaradi pokvarjenega stroja ustavijo, ko čakajo na servis. Druga zadeva je prevelike, bi rekel, kosi oblačil oziroma kakšne posteljnine, odeje, kaj takega, ki jih pač doma se ne da spraviti v pralni stroj. Potem, zdaj smo v času poletja, ko se vrnemo z dopusta, je običajno kup perila zelo velik. Takrat je mogoče fino, ko se vrnete, da nimate po dopustu še 2 dneva samo pranje in je fajn, če pridete sem, pa imate 2 uri, pa je vse končano. Tako da to so razlogi. Potem pa se ostavijo tudi turisti pri nas, tujci in ne vem, kakšni študenti, ljudje, ki pač so na poti in potrebujejo pralni stroj.